Prvi sindikati so nastali v prvi polovici 19. stoletja kot protiutež delodajalcem in kapitalistom. Njihov namen je bil, da poskrbijo za kolektivno povezanost ljudi v boju za dostojno plačilo ter za zdrave in varne delovne razmere. Čutiti je, da so sindikati z leti izgubili pomen in moč ter da je zanimanje za članstvo v njih upadlo. Seveda pada. Pretežno pada zaradi podjetij, ki grejo v tečaj, v likvidacijo, in tu smo izgubili kaj precej članov. Če se spomnimo, kaj Maribor včasih je bil velika industrijska cona, in teh velikih gigantov, Metalna, Tama, hidromontaža, elektrikovine, tega ni. In seveda tu smo izgubili veliko članstva. Če pogledamo na današnji datum, bom rekel, da to članstvo po osamosvojitvi, kaj nam je ostalo, stoji. Pretežno imamo že člane sindikate iz tujih republik, ki so tu kot imigranti, zaposleni pri naših delodajalcih. Teh je kar veliko, ker pač drugih pravic nimajo in iščejo pravice na sindikatu. Vloga sindikata se je z leti bistveno spremenila. Če se spomnim nazaj, kaj smo včasih sindikalisti vse počeli pa delali, vse tega več ni. Da smo praktično v tistem času kupovali svinjske polovičke, pa ne vem kaj vse. Tega ni, tega že dolgo zamrlo. Po osamosvojitvi sindikati izključno za boj delavskih pravic. Se pravi, borimo se za delavske plače, za delavske pogoje, za vse to, kar je v delovnopravni zakonodaji in za kolektivne pogodbe dejavnosti. Kaj ti ljudje pozabljajo, to pa opažamo takrat, ko pridejo k nam, niso člani, izgubljajo delovna mesta, ne dobijo regresa, ne dobijo jubilejnih nagrad, takrat poiščejo pomoč. Ampak žal mi takrat ne moremo pomagati, lahko samo svetujemo. Seveda, mi smo odvisni od članstva, to je edina vir dohodka, da lahko sindikati obstajajo. Jaz verjamem, da sindikati so bili in bodo ostali. Apelirajo na mlade, ki z vlogo sindikata niso dovolj seznanjeni. Se pravi, ki jih usmerjamo že v šolah, da nekako poskušamo priti v šole, da razložimo, kaj je sindikat, zakaj sindikat počne. Med ljudmi, s katerimi smo govorili, sindikati niso ravno najbolj priljubljeni. Redko smo ujeli njihovega člana. V redu, naj rečem, ampak nisem pa član dobenega sindikata. Zdaj odvisno, kak je sindikat je. Če je delavski, ni uspešen. Vidim, da ni nobenega uspeha. Eni imajo še zelo male plače in ne moreš dvigniti nikako. Drugi imajo prevelike. Ne vem, to ne štima. Sedaj je problematično na eni strani, kako se razvija gospodarstvo, na drugi strani pa stalno slabše stanje delovnega človeka. Bil sem član, potem sem pa sam članarino plačeval, pa nič človek koristi. Ti Zveze svobodnih sindikatov, tam zastopa neki 22 teh panog, kakor že dejavnosti, pomoč pa še 10 drugih sindikatov, pa se ne znajo nič zmeniti skupaj. Sindikat je včasih bil močen, danes pa so pa zdaj to levi brez zobov. Mislim, da so pozitivno do zdaj delovali, kako pa naprej pa bomo videli. Članica sem Sviza, šolskega sindikata. Mislim, da so podpora pač tistim, ki pomoč potrebujejo, predvsem tistim, ki imajo probleme z zaposlitvijo. Ja, mislim, da se kar trudijo za delavce, za pravice delavcev in da v Sloveniji sindikat zadnja leta sploh dobro dela. Kar pozitivno, se kar prizadeva za člane. Ne, samo mislim, da sindikati danes več ne delajo, tako so včasih. Ne. Včasih konstruktivno, včasih pa kontra. Sem bil, pa sem se izpisal. Ja, pa so pridni, ampak lahko bi se bolj potrudili za delavce. Malenkost so preveč preposljivi. Nisem včlanjen, pa ne vem, ne morem dati pravega kompetentnega odgovora. Bil sem, zdaj sem že penziji. Pa tako, smo vse bil zadovoljen. Ne. Za sebe bojo že poskrbeli. Naša gostja Lidija Jerkič lahko trende in stanje spremeni. Prinaša svež veter, novo energijo ter žensko empatijo. Jaz verjamem, da nismo ničesar izgubili. Celo pridobili smo tisto, kar smo se ves čas v zavzemali. Manj sindikatov, večjih sindikatov. Ne da nas je kar precej, da bo tako je tem pogledal po zgledu Avstrije, ki imajo 2-3 sindikata in to je vse, pa pojedi kakšna država naproti Slovenije. In tudi nam je cilj združiti sindikalno moč čim v eno veliko, 2 centrali in mislim, da to je dovolj za Slovenijo.
Če povzamemo, ne samo delavci, tudi sindikati so lahko skupaj močnejši. Kohezivnost in moč pa se bosta, tako kot vedno, prakticirali pri delovnopravni zakonodaji ali, če hočete, delavskih pravicah.